že sama Evropska komisija določa usmeritev, to temeljno usmeritev v zeleno in v digitalno, kar pomeni, da tovrstni projekti ali pa sploh projekti ne morejo biti brez teh dveh komponent. In tretjo, kar je izredno pomembno in bi želel tukaj poudariti, da ti projekti so narejeni tako, da zahtevajo ne samo, bom rekel, neko izgradnjo in tako naprej, ampak reformo. Reformo v smislu sprememb na bolje, zaradi tega bomo pospešeno gradili seveda tudi železniško infrastrukturo, če zdaj to omenjam. Naslednja zadeva, ki jo bomo tudi na tistih območjih gradili, je cestna infrastruktura ob upoštevanju seveda vseh okoljevarstvenih vidikov. In seveda tisto, kar je pomembno, je, bom rekel, razvoj turizma, vendar tudi ta razvoj mora biti digitalen, povezan z digitalizacijo in z, bom rekel, zelenim okoljem. Jaz mislim, da na tem področju bi, predvsem na turističnem, moramo priti eno stopnjo višje, se pravi, da bomo imeli dejansko turizem z večjo dodano vrednostjo, v povezavi seveda tudi z kulturo. Jaz bi poudaril, da se je sploh v COVID krizi izkazalo tudi, kako pomembna je robustnost zdravstvenega sistema, kako pomembna je robustnost v bistvu tudi oskrbovalnih verig in zagotavljanja, da mi na te izzive, ki COVID je eden izmed teh izzivov, lahko da še kakšen bo, lahko dobro odgovorimo. Definitivno tudi telemedicina, digitalizacija zdravstva, ključna zadeva, mi bomo mogli tudi po COVID-u seveda nadomestiti vse čakalne vrste oziroma bojo te najverjetneje precej daljše. Spremembe v javni upravi, reforme v javni upravi treba nadaljevati. Digitalizacija je tukaj seveda ključen pojem. Estonija je za mene tukaj tak lep primer. Bi pa reče eno stvar mogoče poudaril, seveda za mene je pa pomemben tudi, kakšen brand si bo Slovenija kot država naredila v nadaljevanju. A bo to zdaj samo simpatična država, kamor se pride na turizem, ali se želimo profilirati tudi, da smo mi država, ki ima znanje, čeprav je majhna, ampak vseeno zna in zmore zadeve narediti. Lahko smo pa najbolj fleksibilni oziroma agilni. In jaz mislim, da tukaj mora tudi Slovenija iskati svojo priložnost za naslednje desetletje. Digitalna pismenost ali pa naprimer veščina programiranja med šolajočimi, med mladimi relativno na nizki stopni v Sloveniji in to je tudi ena izmed stvari, ki bi nas lahko, ki bo zelo pomembna v bodoče in tudi znotraj te digitalizacije, v katero se bojo sredstva, so namenjena evropska sredstva, bi bilo treba tudi v tem delu razmišljati, se pravi večja programerska pismenost, digitalna pismenost med mladimi in tukaj je sigurno pomembna tudi neka reforma šolstva na tem področju.